Rad se pogovarjam. No? In se mi zdijo takšne teme, življenjske teme, se mi zdijo zelo pomembne. Meni tudi, ja. Res. Se mi zdi, da je premalo tega, da se realno govori, ne tako, kakor je. Ne skozi neko zavijanje v vato, pa neki ni tako, kakor je. Pa si kdo, ne, iluzije ustvarja v življenju na splošno, ne? Sep, ne? Ja, ki si noče priznati. Točno to, ki si noče se priznati. Lepo pozdravljeni v današnji prvi epizodi nove sezone. Danes je moj gost, župan občine Mengeš, Bogo Ropota. In v tej sezoni dodajam novo rubriko in bom za vsakega gosta povedala, zakaj sem ga povabila. In na koncu dodajamo 3 vprašanja, ki jih bodo imeli vsi isti in ki so taka življenjska, da si bo lahko vsak še bolj odnesel kaj od teh pogovorov. Tako da dobrodošli v moj pogovor z Bogom Ropotarjem. Odločila sem se, da ga povabim, ker se mi zdi kot župan tak človeški, topla oseba. Se mi zdi, da se vsakič vzamete za trenutek za ljudi, da se pogovarjate z njimi tako življenjsko, ne samo, kako ne rečem, politično, ampak življenjske teme. In ste se mi zdeli zanimivi in sem vas zato želela povabiti, da vas lahko bolj spoznam, pa poslušalci, da vas bolj spoznajo. Ja, jaz bom pa začel tako, da hvala res za povabilo. Predvsem bom pa tako rekel, glede na to, da poznam tudi vaše starše, vas sem malo manj poznal, ampak kljub samo sem se pa razveselil povabila v tem smislu, ker ta, bom rekel, prijaznost in ravno to je tisto, ki je komunikacija med ljudmi, ki jo pogosto jo premalo, se mi zdela taka zanimiva tema. Pa mogoče en prvi preizkus, mogoče tudi neposredno odgovoriti na vprašanje tudi v takšni obliki. Super, hvala za priložnost. Pa vas bom kar vprašala, kdo je Bogo Ropotar? Kako bi se vi opisali s 3 besedami? Ja, sebe opisati pogosto najtežje. Drugi ljudje te ponavadi drugače vidijo kot sam sebe, ampak kljub vsemu bi pa morda rekel lahko, da bi sebe opisal na način, da sem potrpežljiv, bom rekel, vztrajen, pa prijazen. Tako sebe vidim. Zdaj, če me vsi tako ne vem, ampak tako vidim sebe. Tako bi sebe opisal. Super, lepe besede ste si namenil. Pa mislim, da vas tako tudi drugi vidijo. No? Da vse upada s tem, kar drugi vidijo. A ste že celo življenje Mengšan? Ne. Ne? Ne, celo življenje ne, ampak tukaj sva z ženo, mislim, da nekje 37 let. Ja, je bilo pa zanimivo to, kako sva sploh prišla v Mengeš. To je bil bolj slučaj. Iskala so takrat neko, bom rekel, svoje gnezdo, no, če se tako izrazim, tako kot velika večina mladih si želi iti na svoje, je bila tudi najina želja. In seveda sva takrat iskala vse možne variante, kredite, tisto, kar mladi mogoče danes celo pridejo težje do tega, ampak je bil obdobje, da sva si potem iskala nek prostor in sva kupila eno stanovanje, takrat še na kredit, bom rekel, itak, v Ljubljani in sva to prodala in našla v Mengšu eno nedokončano hišo in to je bil, bom rekel, nek slučaj in sva vesela, da sva v Mengšu. Bom kar v začetku že povedal, zakaj. Zaradi tega, ker se mi zdi izjemno pomembno, ko iščeš nek drug prostor, navajen si nekega svojega okolja, tam, kjer sva živela. Dosti blizu sosedna vas je bila. Žena Beričev, jaz Šentjakob ob Savi. In ko so iskala svoj prostor, je bilo to zanimivo, ko sva to kupila, niti nisva poznala ničesar. Jaz sem imel enega prijatelja v Mengšu sicer, ampak sam kraj pa ne. Je bilo čisto novo za vaju. In kako zelo pomembno je, na koga naletiš.
Midva sva naletela na soseda, gospoda Maleša in gospod Maleš. Trenutna vajina soseda. Nič, sta žal pokojna. Aha. Ampak kako je bilo pomembno ta njuna prijaznost, karkoli sva rabila, je rekel, tukaj imaš in kako potem imaš takoj drugačen odnos do tistega okolja, kamor prideš. Lahko bi pa se zgodilo, da bi tukaj ste se počutila sprejeta najbolj v skupnost, ne? In lahko pa se zgodi, da naletiš na soseda kakšnega bolj negativnega ali kakorkoli in seveda imaš takoj malo tisti priokus, ko prideš v neko okolje, se mi zdi, seveda, tudi sam pa veliko pripomoreš k nekem stiku k dobrim odnosom. No, tako da ta, bom rekel, Mengeš je prišel nama bolj slučajno pod roko. Ampak sva bila zelo malo vesela, da sva sem prišla. Super, in pa si tukaj vse zgradila, družino? Ja, hišo, potem se je v tem času še rodil drugi sin, prvi sin je bil še majhen, Urban, drugi sin Luka je prišel kasneje na svet in tako smo začeli graditi, bom rekel, ta družinsko življenje v Mengšu. Wow, zelo lepo. Ja. Se pravi, kaj vam pol pomeni ta kraj, zdaj, ko ste že 37 let tukaj? Ja, v 37 letih seveda marsikaj spoznaš, kot v življenju. Jaz lahko rečem, da me je takoj navdušilo me je tisto, bom rekel, pripadnost Mengšanov, če se smem tako izraziti, skupnosti. Začutil sem veliko je društev. Športnih društev, kulturnih društev, drugačnih društev. Jaz sem se potem kar kmalu začel angažirati v šoli. Svet staršev, bil sem soustanovitelj šolskega sklada, bil predsednik šolskega sklada, potem predsednik motokluba, avtomoto društva, bil prvo društvo. Tako da tista aktivnost, želja biti med ljudmi. Ste se vključili tako v skupnost. Tako, ne? In seveda potem sem na tej, bom rekel, bazi gradil, kako bi rekel, nekje sebe, pa seveda tudi ob tem doživljal ljudi okrog sebe, Mengšane, in sem videl, da je res tista pripadnost lepa, dovolj veliko dobrih ljudi, pripravljen pomagati. In seveda potem, glede na to, da pa tudi sam sem rad med ljudi, rad imam ljudi, in se je to, bom rekel, potem samo s časom gradil in povezali. Do danes in povezovali. Seveda vmes pa tudi razne drugačne, bom rekel, izkušnje, tudi negativne, ampak vedno sem jih poskušal jemati v smislu izkušnje. Tudi kritike ali karkoli sem doživel, seveda jih težko včasih preneseš, ker imaš ti drugačen fokus. Ti misliš, da si vse dobro naredil. Na koncu te nekdo pa kritizira, pa nisem želel biti niti ne užaljen, zaradi tega, ker sem vedno imel to kot neko izkušnjo. Da mi nekdo hoče nekaj s tem povedati. Pa pomaga, da se izboljša mogoče. Ja, ampak če si sam dovzeten, če sam tako vidiš situacijo, potem lahko rečeš, ja, to mi hoče nekaj povedati. Ampak to moraš nekje graditi z leti, da lahko to stvar tako razumeš. Res je to, ja. Traja nek trening, da vidiš, da kritika v bistvu ni vedno slaba, samo priložnost za... Ja, seveda, ampak jaz bi tako rekel, da če se o tem pogovarjava, jaz sem vedno nekako razdelil življenje v 4 obdobja. Videl sem otroštvo, mladost, zrela leta, pa starejša leta, nam rekel starost. Čeprav sem že v tem 3. obdobju bolj. In vsako obdobje prinese neke, bom rekel, zanimive stvari. Nek spomin z otroštva, nek spomin z mladosti, nek spomin z ustvarjanjem družine, neke eksistence, če bi temu tako rekel. Potem pa seveda bom rekel, neko 3. življenjsko obdobje. In sem v vsakem obdobju nekje hotel izluščiti neke, bom rekel, izkušnje, nauke za življenje. Tako, in to vidiš, če se temu posvetiš, si vzameš čas, razmišljaš, potem pa poskušaš to udejaniti. Potem, bom rekel, lahko gradiš potem tudi odnose. Tako kot doma, med prijatelji, med ljudmi,
In v bistvu to tisto graditev, ki jo lahko potem, če si znaš razdeliti ta obdobja, lahko rečeš, ja, v mladosti je bilo pač tako, ne, zdaj je tako in s temi izkušnjami gradiš. No. Ful, lepo ste povedali, res. Kaj ste pa počeli vi pred zdajšnjo funkcijo župana? S čim ste se ukvarjali? Ja, zdaj bom pa tako rekel, ne, odvisno, v katero obdobje me hočete postaviti. Da, če me postavite v otroštvo, ne, zdaj ne vem, lahko razdelite. Lahko razdelim, ne, ali mi pa poveste, v katerem obdobju bi rada. Kar povejte mi od začetka, me zanima. Ja, recimo kot otrok sem živel čisto vaško življenje, kako bi rekel, tako preprosto. Starši so bili delavska družina, no, bi temu tako rekel, na vasi, in bom rekel tisto otroštvo, zdaj pač tako, kot je bilo, nam rekel, da je bilo glih idealno, ampak v redu. Seveda potem so se zgodile stvari, ki jih nisem pričakoval. Jaz sem potem hodil že v Ljubljano v šolo, ker sem se vozil vsak dan z avtobusom. To je bilo tudi ena taka zanimiva izkušnja. To včasih iti v mesto iz vasi Šentjakoba, to je bil kar potovanje, ne? To je bil nekaj velizga, ne? Zdaj gremo pa v Ljubljano, ne? Wow, ja. Jaz sem še zmeraj tako občutek, ko gremo v Ljubljano. Ja, tako no, in to je bilo tisto, potem, ko sem tam hodil v šolo, je bilo neka sprememba, pač starši so mi tja dali, pa brata tudi, in sem hodil tja v šolo. Seveda potem je bila pa tista mogoče prva izkušnja kot otrok, ko sem imel priložnost igrati v filmu Pastirci. Kako bom rekel, to je ena zelo lep spomin. Koliko ste bil star takrat? 11 let. 11 let. In to spet slučajno, ne, tako, nas je bilo tam 1000 otrok, kandidatov za film Pastirci. Potem so selekcije delali, bom rekel selekcije, pač za vsako vlogo so nas zbirali, pa boste. Kdo bo primeren? Kdo bo primeren, na koncu nas je bilo za vsako vlogo, mislim, da nas je bilo 5, 6, 7 otrok. In smo šli na poskusno snemanje v Viba Film, v studio, in na podlagi tistega, bom rekel, scene, ki smo jo mogli zaigrati, so pač zbrali, ne. Tako da sem igral filma Blažeta, tak se je v pastu jel, in je bilo to je bilo eno tako doživetje za enega otroka iz vasi. Absolutno. Noro, ne. Ja, si lahko tako da to so bili taki lepi spomini. Seveda, potem smo šli s tem filmom na filmski festival v Pulo, to je bil eden največjih filmskih festivalov, celo največji filmski festival v bivši Jugoslaviji. In tam so potem gledali ta film, smo imeli predstavitev, tako je bilo vse tako glamur, ne, za tiste čase. In seveda potem so me na podlagi gledanja filma, je bil tudi Jadran film, so me povabili še za en film. Sem igral potem Hitler iz našega Sokaka, enega sina od nemškega oficirja, ker sem enemu cigančku nosil hrano. Med vojno, skrivoma. Tako da je bila tudi lepa zgodba. Ja, in takrat sem potem igral s temi znanimi jugoslovanskimi igralci. Boris Zornik bil v Pančevu, dol v hotelu sam. Koliko ste bil pa pol takrat? Eno leto kasneje, leto pa pol kasneje. Tako da je bilo 12 let pa pol. In v bistvu sem bil v Beogradu oziroma v Pančevu, in to je bil recimo to je bil, bom rekel, za tisti čas en izjemen dogodek. Tako da potem seveda nam rekel, da sem se glih zavedal, ampak pač nekako sem užival v tem in spoznal, kako tudi snemanje filma poteka. Nova izkušnja. Nova, zelo zanimiva izkušnja. Recimo ta obdobje, seveda pol pride mladost, vojska. Obvezno je bilo takrat vojaščina leto pa pol, tako da to je bilo pol ta izkušnja. Seveda, ko sem bil star 15 let, ne, takšne in drugačne razmere, sem spoznal zdajšnjo ženo, ne, že pri svojih 15 letih. In sva praktično že celo življenje skupaj. Tako da sva, bom temu tako rekel, da sva celo odraščala skupaj. Zelo lepo. Ja, seveda potem je prišla vojska, ko sem prišel domov. Pred vojsko sta se spoznala? Ja, z vojsko sem šel z 18 leti. Jaz sem se takrat vpisal še na višjo upravno šolo. Seveda takrat izreden študij ni bil tisto, kar je lahko prekinul vojsko. In sem potem mogel iti služiti vojaščino. Se ni dalo to prestaviti. Ko sem pa domov prišel, sem pa enostavno potem začel z obrtjo. Sem bil izučen za orodjarja.
Pa sem še srednjo naredil in pač tam pa se je ostalo, sem pa domov prišel, pa so se pa, kako bom rekel, prišel prvi otrok, Urban, in potem so se poročila in se je življenje odvilo v drugo smer. Potem pa ta, bom rekel, seveda otrok ti spremeni, bom rekel, popolnoma spremeni miselnost, način življenja, zahtevnost, odpovedovanje od tega, in to so tiste stvari, ki bi danes rekel, da ko si mlad, po eni strani je lepo, po drugi strani je pa morda v nekem trenutku premalo zavedanja, kakšna odgovornost je to. Ja. Se od začetka, kar rečeš, se to je lušten, pa fajn, pa se ti fajn zdi. V bistvu pa še veliko zraven stvari prinese, takrat čisto drugače gledaš na to. Tako, ja. Seveda pa pride obdobje, bom rekel, tistega eksistence, hiše, vsega tega, ki si želi zgraditi, bom rekel, tako neko gnezdo, če bi temu rekel, neko varnost. Vedno so imela ženo željo imeti, ona celo bolj kot jaz. Tako da tle ste ženske sigurno, ki ste, kako bi rekel, promotor ali pa motor. Motor, ja, pač ko je. Ampak bilo zanimivo, sem ji pa vedno sledil. Ja, sej, ženske smo dobri voditelji, a ne? Ja. Ampak mi pa, če sledimo, je pa to super kombinacija. Je pa to super, ja, gre skupaj. To, no, potem so pač v Mengšu zgradila hišo, potem je pa šlo, bom rekel, ta življenje. Žena je dobila službo v Mengšu, v osnovni šoli. Se spomnim, Lidija, ne? Lidija, ja. Moram reči, da je uživala v svojem poklicu. Velikrat sem ji tako v hecu rekel, kako si ti lahko vesela, rada to delaš, pa še plačana si. Ja, res. Čisti blagoslov. Ja, tako da potem pa seveda prišel še mlajši sin Luka, tako da so bila vesela in potem pač šli v življenje. Jaz sem se malo tam aktiviral na šoli, otroci delali šolo. In to je to. Zdaj sem pa v tem fazi, da sem tukaj pri vas, pa v drugačni vlogi. Ja. Se pravi, pred funkcijo župana ste bil orodjar, ste imel svoje SP sem bil, ja, 35 let. Pa ste bil pa tudi na funkciji podžupana? Tudi, ja. Čistko sem hotela vprašati, da vem zaporedje dogodkov. Kaj bil pa pol tisti prelomni trenutek za vas, da boste pa kandidirali za župana? Ja. To je kar velika odločitev, se mi zdi. Seveda, mi da so kar dolg čas. Nekaj izkušnjo sem imel kot podžupan. Drugič, bil sem, koliko sem prej omenil, v svetu staršev Svet šole, v društvu, tako da malo sem razumel, bom rekel, ljudi, kako funkcionira, kaj moraš biti, kako komunicirati. Kaj potrebujejo? Ja, pa to je kar nekako v človeku. Nekaj se naučiš, nekaj je pa kar v tebi. In ta rad imeti ljudi, to je bilo moje vodilo v odnosih in tudi želja potem malo več za skupnost sodelovati. Mogoče tako karikiral kot, ne vem, gasilca, nekaj predan tistem svojem delu, ne glede na to, pa ima družino, pa vse pa je, tako sem jaz doživljal sebe, pa sem vedno se želel aktivirati, biti aktiven. Tako da potem pa seveda, ko sem bil že v tej funkciji, na nek način me je pa sama politika kot taka vedno zanimala, ampak sem imel pa to srečo svojo, pa nam rekel srečo moja odločitev notranja je bila pa vedno, da se nisem hotel nikoli politično opredeljevati. Tukaj lahko rečem res z vsem, kako bi rekel, svojim besedam stojim, da nisem se nikoli hotel. Zakaj? Zaradi tega, ker zame je bil primarno človek. Vam zdaj povem lahko tukaj javno, kjerkoli sem velikokrat rekel, da meni je bilo vedno vseeno, a je bil lev, a je bil desen, a je bil črn, a je bil spodaj, zgoraj. Vedno je zame bil primarno človek. In če se mi di človek dober, v redu, da ima neke vrednote vzpostavljene, to je mene vedno potegnilo pri ljudeh. Kako lepo, da to opaste v človeku. Ja, in temu sem sledil, to sem iskal v človeku. In zaradi tega, ker mogoče sem zdaj malo zašel zaradi samim vprašanjem, ampak zdi se mi pomembno, da
iskati v človeku tisto dobro, predvsem pa ponavadi smo v odnosih tako narejeni, da bi radi oblikovali človeka po svoji podobi. Pa naj bojo to najprej doma, v partnerstvu itak, potem pa tudi med prijatelji, pa ti gre to na živce pa to. Ampak ko enkrat razmišljaš o nekem obdobju, v smislu življenja, o odnosih, predvsem vse življenje so predvsem tudi odnosi. In večkrat poudarjam, da se zelo velikokrat vsi trudijo, ali pa trudimo, tudi sam sem se trudil, spremeniti človeka. Če bo pa ta tak, bom pa tudi jaz to uredil. Če bo on tako, bom pa tudi jaz tako. Ampak to sploh ni poanta življenja. Jaz pravim, da je bistvo življenja to sprejemi človeka takega, kot je. In kaj, ko ga sprejmeš, sam lažje živiš, pa še ta oseba ti je bistveno bolj všeč. Sigurno. Pa mogoče je tudi priložnost ljudi, sploh te, ki smo si blizu, s katerimi živimo, da nam odražajo neke stvari, ki jih lahko spremenimo pri sebi, na katerih lahko delamo in pol tudi tako izboljšamo odnose in pa da je vsak pristen seveda svoj. Tako da bi rekel, seveda, vsa ta razmišljanja so gradila, ko je pa prišel tisti čas, da bi morda pa kljub samo kandidiral, pa se ne bi morda v podrobnosti, kaj vse je vplivalo. Seveda, najprej sva ženo se veliko časa pogovarjala, pa bom rekel malo bolj intenzivno, pol leta. Ali ja, ali ne, kaj to spremeni življenje, kakšna dinamika. Točno to, kako to na družinsko življenje pol vpliva. Ampak je bil en ključna stvar, da je žena bila že v penziji, v penzionu. Je šla ravno v tem času v penzijo in je, kako bom rekel, malo lažje rekla, da bo sprejela to, zaradi tega, ker potem se je lažje gre tudi z mano na kakšno prireditev, kakšen dogodek. Tako da sva premlela in nekako sem začutil, da je zdaj tista priložnost iti v to. Je bilo seveda žena, družina, ki si me je zelo podprla, oba sinova sta me močno podprla, to moram reči, Luka in Urban. Druga stvar, ali pa mogoče četrta, peta stvar, je bila pa tista zrelost. Da ste se vi počutili dovolj zrelega, da opravljate to funkcijo. Ker jaz še vedno tako rečem, seveda je odvisno od posameznika, da za tako funkcijo je dobro, da je človek zrel. Ker če si ti, ko si mlad, jaz ne bom rekel, da je to pravilo, ampak jaz mislim, da funkcijo takšno absolutno drugače dojemaš, prevzemaš z drugačno odgovornostjo. Pri svojih mojih letih, ali pa če bi bil 15 let nazaj. Takrat bi mogoče se mi fajn zdel, pa bi rekel, župan ne. Tle pa nisem šel v to, zato da bi bil jaz zdaj župan v smislu tega, bolj me včasih drugi upozorijo na to, ampak zaradi tega, ker sem začutil, ker sem rekel, imam rad ljudi, sem začutil, da bi rad skupnosti še nekaj lahko dal. Tisto, ki imaš sam, imaš definitivno več možnosti, odločitve in to je tisto mene vlekel bolj v bistvu, dajmo, jaz bi pa še to, pa to, pa to in sem tudi tle videl priložnost, predvsem pa zrelost, pa odgovornost. Odgovornost, kot sem na začetku rekel, tista zagnanost, zagretost, vztrajnost je bila v meni in sem rekel, to si bom zadal in to bom poskušal speljati. To so bili tudi taki argumenti. Naslednja stvar je bila pa seveda ljudje, ki smo že prej sodelovali, kot je bil podžupan pa Lista, pa to so me, bom rekel, res maksimalno podprli. In je bila izražena želja, pejte, bomo podprli, mi bi radi, ti pač že toliko let. Kakšen ste imeli občutek, ko so vas ljudje tako podprli, pa pol, ko ste bil izvoljen? Kako je sploh, kakšen je to občutek? Moram reči, da so volitve izjemno stresne. To ni enostavno. Takrat, ko greš v to, vse je dobro, je tako kot v življenju, marsikaj ne veš, kaj te čaka. Je v bistvu boljše. Je boljše, ne? Pa si že pol, ko si tam, se soočaš s tem. Ampak pomembno je, da imaš podporo. Takrat volitve so bile stresne, ne veš, tisti, ki reče, da mu je vse en, kako bo, ali bo zmagal, to je, mislim, da ni čista resnica v tistem noter. Ampak dejstvo je, da si želiš potem seveda, rečemo, zmagati,
Ampak tiste občutke težko opišem. Ne? Ta prvi jih sploh nimaš, ker rabiš nekaj časa, da dojameš, da ti je pa uspelo, da si uspel, da so ti ljudje zaupali sploh v takem procentu. Moram reči, da sem bil presenečen. Kakšen pa je bil procent? Ja, mislim, 4 proti kandidati, in v bistvu smo imeli že skoraj v prvem krogu, sem imel že skoraj zmago. Nekaj procentov mi je zmanjkalo, ampak potem tisti drugi krog je bil seveda tudi stresen, še bolj kot prvi krog. In potem, ko to dobi zmago, si rečeš, super, si vesel, evforičen, super, fajn, niti pa ne dojemaš. Tako kot rabiš za neke take preseke. Da predelaš malo mentalno. Bil sem pa vesel. Vesel sem bil glede na to, če rečemo v narekovaju, da nisem rojen Mengšan. Ali pa tako, kot so eni rekli, si prišlek, pa vse sorte si včasih komentarje že slišal, pa mi niso bili lepi, pa nisi staroselc, pa ti ne moreš, pa je brez veze, pa pa tretja. Tako vidiš, da ko priješ v nek kraj. Pa ste se tudi soočil z negativnimi komentarji? Absolutno. Tudi veliko tega je bilo, dosti, nam rekel veliko, marsikaj, ampak mogoče to bolj slišiš. Kot ti posameznik to rečeš, bolj slišiš, ampak na koncu vidiš, da to res ni pomembno. S kje prihajaš, do prihajaš, pomemben je, da si pripravljen skupnosti nekaj dati. Zdaj pa to lahko človek, ki je prišel 1 leto, je tukaj, ali pa pol leta, mesec, se pripravljen angažirati. Lahko je pa nekdo, ki je že 50 let nekje, pa bom rekel, nekaj živi za svoje življenje, nič narobe. Ampak potem od teh komentarjih, kao pa take, ko mi je prišel, tamle en. Ne more, to so pa nesprejemljivi. Tako da se mi zdi, da je to zelo pomembno, da se človek pripravljen aktivirati, nekaj družbi dati, od posameznika, odvisno, koliko se je pripravljen predati, pa angažirati. Pa če je iskren namen, ne vedno najde mesto, jaz tako pravim, se mi zdi. Iskrenost je pa tista, bom rekel, osnovna stvar, bom rekel, pa zaupanje. To je to, zaupanje, iskrenost. In jaz mislim, da se to začuti med ljudmi. Absolutno, in da so to tiste poti, ki te pripelje lahko do nekega rezultata. Hotela sem še vprašati, kako ste se pol v bistvu soočali v sebi noter s temi kritikami, ko so prihajale na ta račun. Si predstavljam, da to pa res ni lahko. Pol ohranjati misli na pravem mestu, pa držati fokusa, v katero smer sploh greš. Pa me to mogoče malo zanima. Ja, kako to, seveda, vsi smo ljudje. In normalno, tako kot sem omenil, te kakšne negativne včasih prizadane. Kljub temu, da sem vedno imel fokus, nekaj mi želi povedati na ta način. Ampak vedno pa ne zmoreš tega. Pa odvisno, kdo je. Lahko si z njim bil prej v redu, v lepih odnosih, pa te razočara, pa vidiš, da ima pač svoj egoizem, karkoli lahko rečem, da z nekega svojega egoizma pač drugačen nastop, ki si ga prej poznal. Vsi smo doživeli marsikaj. Ampak enostavno potem je tisti, bom pa spet rekel, doma, ko se lahko recimo s partnerjem pogovoriš, z ženo pogovorim, mi da so se ogromno pogovarjali. Mi da so se veliko pogovarjali že prej, tako da so videli, da pogovori so tisto, ki lahko veliko te odtehtajo, pa se včasih jeziš lahko, pa bom rekel, si jezen, pa ne rečem, kaj vse se zežiš in to daš iz sebe. Pa pomembno je, da imaš nekoga, na katerega lahko računaš, lahko se takrat... Jaz mislim, da v takih situacijah, ki se nam v življenju dogaja, pač je dobro imeti nekoga, ki mu zaupaš, da se lahko pogovoriš, da lahko daš to iz sebe. Potem pa seveda moš pa sam dojeti, da je to sestavni del življenja. Čeprav zame je bilo to zelo naporno, ker sem drugačen človek. Jaz sem, bom rekel, vedno zaupal ljudem, celo preveč, malo bil zelo naiven, rad ljudi ima, vsakmu sem verjel, žena je rekla, ti si večni naivnež. Ampak zakaj? Spet tiste človeške lastnosti, rad med ljudmi. Tak pa ste, po duši. Ja, na koncu se tak si, ampak kljub temu te izkušnje potem pa peljejo
Je to pa ena šola najbolj? V razum, ne, da vedno ne smeš delati s čustvi, ampak moraš uporabiti razum. Ne. Ja, kako pa to, da res vam uspe vedno uporabiti razum? Sploh na taki funkciji, ne? Ja, se vedno ga ne. Vedno ne rata. Ne. Seveda te čustva te zanesejo. Hiter, ja. Ampak to vidim, da lahko nekaj časa traja, predolgo ne sme trajati. Tako kot vsaka stvar. Ne sme trajati predolgo. Logično je, si prizadet, čustveno, nekaj časa traja. In čas sem jo to premleval cele dneve, cele noči. Zdaj sem pa videl, da je to neproduktivno, da si moraš postaviti, tak sem, tako je to, on ima svoj fokus in ga ne boš premaknil, ampak jaz moram imeti pa svojega, ker je škoda energije. Vedno se pa rečem, ne, zelo je pomembno, kdo je na nasprotni strani. Za nekoga bom vzel energijo, se bom bolj potrudil, več časa, več tega, vedno pač to nagrem. Ja, siguren. Za tiste, ki Mengša še ne poznajo, koliko ljudi živi v tej občini, pa to ste pa sicer prej že povedal, kakšen se vas zdi mogoče taka duša te občine? Tam Mengšu je, no, zdaj se zelo hitro razvija, v planu imamo še malo večji razvoj v naslednjem mandatu. Zdaj bom rekel, če mi uspe. Drživa pesti? Drugače tam 8700 prebivalcev že celo. Wow. Ja. Se približujemo še številke 9000. To je pa kar veliko, ne? Veliko, ja, marsikdo je presenečen na to številko. Kako ste me vprašali za kakšna se vam zdi duša te občine? Ja, zanimiv. Zanimivo, tako kot sem že prej omenil. Duša kot tako vidim, Mengeš je glasbeno mesto. Mengeš ima ogromno društev. Vidim to pripadnost. Vidim, da seveda so tudi problemi vmes, ampak kot jaz doživljam, ne vem, pa da nam kakšnega pozabo imeti, mogoče reči, ampak kljub vsemu, ko vidiš godbo, to je duša Mengša, glasba, potem folklora, gasilci, no, ta prvi, mogoče celo gasilce, vse in koga, potem pevci, športna društva, turistično društvo, vsi ta angažiranost, želja. Veliko mreženja med ljudmi. Ja, veliko mreženja, tako da če bi danes rekel, se ne čudim, no, da je Mengeš po statistiki eno najbolj željanih mest po priseljevanju. To sem zasledila, ja. Ja. In tudi sama se ne čudim, ja. In tudi sam doživljam to kot eno lepo zgodbo, z vsemi tistimi mogoče minusi. Pa načeloma jih niti ni to grozen velik, ampak ponavadi so tisti malo bolj glasni. Kaj pa to, ko v Mengeš prihaja ta raznolikost, se pravi, a se vidi mogoče ta linija med avtohtonimi ljudmi tukaj pa novimi, ali se tudi te deli med sabo lepo povežejo zdaj? Ja, malo se, definitivno se. Res opazam to raznolikost med ljudmi, ki se zdaj priseljajo v Mengeš, pa kar je zaznati. Jaz mislim, tako jaz doživljam. Mislim, da ta starejša generacija ali pa generacija Mengšanov, no, v narekovaju, čeprav mi to ni prijetno, mislim, mi niti ni to, saj smo v končni fazi vsi Mengšani. Tisti, ki se priseli, nam rekel, da je glih Mengšan, ampak v bistvu je, ne? Ampak če bi pa to rekel, jaz mislim, da ta generacija ni dojela, nek sklop ljudi, ni dojel tega močnega priseljevanja mladih, drugače mislečih, razvojnih, pa rekel, intelektualno, tretjo, vseh posod vetrov so. In jaz mislim, da to ni več tisto zapečkarstvo, zdaj imamo pa mi samo to, imamo to. Tukaj so ideje, tukaj je treba na širino, predvsem mladi, ki imajo ideje, razvoj, vse te potenciale, bom rekel, včasih vidim, da nekateri ne morajo sprejeti, pa malo karikiral. To je ponavadi tako kot nekdo, ki hišo zgradi, in tam živi 20-30 let, kot kralj na Betajnovič, če temu tako reče. Potem pa pridejo na hiše, ki je možno graditi in njega že moti. Kaj pa zdaj ta istorak? On je pa pozabil, da je takrat tudi sam rabil kamion ali pa ne vem s čem vozil, da je tudi on enkrat tam.
In jaz mislim, da je to tisto dojemanje, da je treba sprejemati popolnoma vsega, sploh pa tiste, ki so se pripravljeni angažirati. Nekateri pridejo, pa je njim to neko spalno območje, če temu tako rečem, in oni v tem uživajo, ampak nič narobe. Predvsem mislim, da to pa je tista moja želja, pa ne bom zdaj kaj napeljeval politično ali pa kar tako, da ne bo kakšen misel, ampak kljub temu mi smo si nadali zanimivo ime lista povezovanja. In to je tisto, kar je bilo meni vedno kot človeku primarno povezovati ljudi. In jaz mislim, da moramo prvič generacije povezovati, kar je izjemno pomemben. Potem povezovati se med sabo. Bistvo vsega pa je, dajmo se razumeti v tem smislu, da sprejemajmo različnost. In zame je sprejemanje različnost to, da če se midva zdajle pogovarjava, pa so lahko popolnoma različnih mnenj, ampak midva se mora pogovarjati na nivoju argumentiranja. To se pravi, da jaz, če nekaj povem, je prav, da argumentiram, ne da jaz prepričujem nekoga, nimaš prav, ti narobe razmišljaš. Ne, v redu razmišljaš sam, dajva si poskušati z argumenti. Da razumeva sliko drugega. In to je tisto, se mi zdi, kar rabimo med sabo povsod, pa naj bo to Mengeš kjerkoli, predvsem pa v Mengšu želim, da bi se med sabo to sprejemali, to različnost. In bolj jo bomo sprejemali, lažje se bomo imeli med sabo, lepše se bomo imeli, pa bom rekel, tudi če se z nekom ne strinjam. Ja, lepo se povedano, res. Mogoče malo več strpnosti do drugačnosti. Absolutno. Pa, ja. Vsi se bojo ljudje, se mi zdi čas pol, da se navadiš na to drugačnost. Vse ponovadi se vse povezuje. Ja. Ko si nekoga bolj razumeš, ko ga bolj spoznaš, ko ga bolj sprejemaš, si tudi bolj strpen do njega. Siguren. Če pa imaš samo svoj fokus, da je ta človek ni po mojem vzoru, potem si še negativen do njega. In ravno to je tisto pri ljudeh, ki se mi zdi, da manjka nam, ali pa se trudim. Seveda, se včasih moraš potruditi. Sigurno, ja. Večkrat se potrudiš, pa ti je pa to bolj primarno, bolj poosebiš to. Ja, v naravo ti pride. Ja, in potem s tem živiš in je življenje lahko pol lažje. Res je, ja. Kako pa izgleda vaš delovnik kot župan občine? Ja, dinamično. Zanimivo. Ja, pridem vsako jutro malo pred 8. Pogledam maile, sporočila, kakorkoli. Pogledam, zdaj si kar pišem, vedno za cel teden 14 dni malo te pomembne sestanke, da vidim, nekatere usklajujem, tako da to je ta moj delovnik, seveda potem pa telefoni, aktivnosti, vidim, da če si predan, če si aktiven, marsikaj lahko spelješ. Jaz sem načeloma bolj človek osebnega stika, nisem na te sporočila, bom tako rekel, tudi na sodelavce, sem bil nekaj časa od začetka zelo tako malo bolj, pa ne mi sporočila pisati, da telefon imaš, pokliči, ker poklicati človeka je popolnoma drugače, kot mu samo sporočilo napisati. Čisto drugače, res. To je tako, potem pa seveda vse te sestanke, projekte, vse to, kar delamo, tega je kar veliko, pa še zelo veliko je tudi umestnih klicev, tretjo. Čutim, jaz sem dosegljiv, vse mi marsikdo reče, da sem preveč na razpolago, ampak to je v moji duši, to je v moji naravi, jaz nikogar ne odklonim, razen če res ne morem, pa me kliče za cesto, pa Jašek, pa uno, pa tretjo, pa pokličem, pa se pogovorimo osebno in vidim, da je ta osebni pogovor velikokrat odtehta marsikakšen problem. Sigurno. In ga oba skupaj razrešiva. Tako da temu se veliko posvečam, seveda projektom, sestankom, potem pa seveda moj delovnik je kar dolg. Ja, sej to sem hotela vprašati, kdaj se v bistvu sploh konča vaš delovnik? Je to kar nek začasen način življenja, ki si župan? Ja, to je, veste, kako bom rekel, da jaz ne čutim to kot službo, ampak bolj kot poslanstvo. Wow, zelo lepo. Zato, ker tudi, ko me kakšen na ulici vpraša, mene to gzo, a te lahko nekaj vprašam, sej veliko se poznamo, več ali manj,
Ma sem rekel, vprašaj, joj, prav vse vem, pa ni dela, ma vprašaj. Zato, ker razen, če res ne morem, ne. Ja, Ampak absolutno. načeloma nimam teh težav, čutim to kot poslanstvo in potem seveda občni zbori, popoldne, dogodki. Ljudje pač radi vidimo ali pa vidijo, se tudi v prejšnjem obdobju se spomnim, so bili pač veseli, če je prišel podžupan, a ne pride s tem, daš tudi, bom rekel, ljudem, ki so angažirani, ki se trudijo, jim daš na nek način priznanje, da opaziš njihovo delo, prideš tja, seveda posod pa ne moreš iti. Tako da jaz bom rekel, urnika sploh nimam. No, lepo. Pa se res vidi, da uživate v tem poslanstvu. Pravijo, da tisti, ki ene stvari rad dela, v bistvu jih sploh ne dela. Aha, ja. Ker si toliko v tem, a ne? Ja, ja. Prej ste omenili projekte, da se tudi udeležujete sestankov za projekte. Kateri projekti v občini Mengeš pa so vam najljubši? Saj bi ga težko najljubšega. Ne? Seveda vsak projekt da neko dodano vrednost nekomu. Ne? Zdaj, če bi rekel, kar se tiče otroka, ne, sem zelo vesel, ne vem, igrišča na Dobenu, potem Aha, se pravi, ja, mogoče pa tako, če vas vprašam, drugače da pa, niso če bi po me tako na hitro investiciji. vprašala, česa sem bil zdaj v nekem obdobju izjemno vesel. Ja? A veste česa? Povejte. Pump track ali pa kolesarskega poligona v parku. To pa tudi je res. Ampak zakaj? Povejte. Pa ne zato, da bi bil v tem prepotenten ali pa tako. Toliko mladih, toliko šolarjev, ki me zdaj pozdrav, župan, živijo. Wow. Mene je bilo to za dušo tako, da ne znam opisati. Verjamem, res. Pridem čez poletje pridem v park večkrat, a ne? Aha. In prav jih gledam in pol mi kažejo, kako so se že naučili voziti. Pa to. Super Mislim, je. to je pa starši veseli, otroci veseli. En Super otrok je. prav, jaz sem že od zjutraj tle, eno soboto, ne. Ura je bila pa 4 popoldne. O, Sem rekel, Marička. šel jaz, nič, me je mami klicala prav. Sem rekel, pa cel dan, prav cel dan. Ne, Joj. tako hočem povedati, starši vejo, kje so otroci, otroci to. uživajo. Sem vesel, da uporabljajo čelade, Ja. vidim, da se držijo pravil, da smo še malo dodelali tisto za kolesa. V glavnem ta poligon, super. Super. Druga stvar, če preko ta prednovoletno drsališče. Aha, čudovito. To spet rečem, to je za družabno življenje vseh. Otroci drsajo, starši pač tam lahko nekaj se Poklepetaš podružijo, malo, se pokletajo, podružiš. linča, kakorkoli. Tako. No, recimo, to so tiste zgodbe, ki so naredili za mene en tak družabni presek. Pa recimo, Res konec je. koncev občinski praznik. Včasih so bili, se spomnim, pa ne vzeti to, bom rekel, kot neko kritiko, ampak moja vizija, pa podžupanje tudi, no, ona se je zelo angažirala okrog tega, moram poudariti, kako speljati občinski praznik, da ga bodo občani začutili kot občinski praznik. To Prej je bilo kar pa zelo malo naloga. ljudi, a ne, malo, 200-300 ljudi v dvorani, se je nekako razdelili, kar tudi v redu, vse pa pol malo pojedina. Mi smo pa rekli, dajmo mi ta občinski praznik v drugo dimenzijo, v drug koncept. In prvič, ko smo naredili občinski praznik, se je tudi nekaj več stane, malo več, ampak nič hudega, ker to je za naše druženje, zavedanje, da smo vsi del občine. Nam je kart zmanjkalo, 1200 kart smo imeli, vse je pošlo. Super. Tako da Pa so zame je bil za nas tak šok, bom rekel, pozitiven in veselje, da hočemo tudi pristopiti kot občina, da jo mladi, to so bile vse generacije, starejši, srednja generacija, vsi začutili, da so tudi del Mengša, da je ta občinski praznik res za občane. Prav za občane, ja. Ja, ko bom rekel ime občina, ne? Se kaj pa pomeni ime občina? Za občane. Za občane. In jaz vedno rečem tudi v službi, ne, glejte, mi smo za občane, zato se pa imenujemo občina, občine. Lepo pojasnjeno. Ja. Res. Se pravi, v bistvu ovrednotite projekte ne po investiciji, ampak po tem, kako nahranite svojo dušo, pa kako občani pol se povežejo. Kako občani potem to sprejmejo, kako so to, seveda so pa projekti, bom rekel, tudi drugi, ne, pomembni, ne vem, cesta mimo Loške cerkve, potem konec koncev raztros pepela na pokopališču vsa leta, toliko let že ni bilo, ker to je pač neka, ljudje ne vedo,
ampak to je bil lep projekt, bom rekel lep, pač tako je življenje, ampak ta projekt, seveda potem osnovna šola, dokončanje takrat je bilo izjemno izziv, kako se odločiti, vrtec, infrastruktura, ulice, vse to peljati, to so bile kar zahtevne zadeve. No, tako, ampak to so taki projekti, ki da določeni ulici neko dodano vsebino, infrastruktura da spet, bom rekel, neko ekološko noto, to so pa take zadeve na ljudi. Kako pa izbirate sodelavce? V smislu, kakšne vrednote morajo imeti ljudje, ki delajo za občino v občini? Mislim, jaz sem ljudi že dobil, če tako rečem. Ampak kaj je primarno zame? Zdaj sem izkusil to, da vodenje ni enostavno. Iskati tisti kompromis med zahtevnostjo, med delom, pa med svobodo. To se pravi svobodo v smislu tem, da pustiš človeku, da dela. In to je tisti izziv, ker sem ga vedno imel v sebi. In tudi sam si se tega želel, za tega to predajam. Da delamo kot skupnost, da si zaupamo. Tretja stvar je pa ta, da človek rad pride v službo. Ja, to je pa zelo pomembno, da človek rad pride. To je zame najbolj pomembno, da vi pridete rada v službo, ne glede na zahtevnost dela. Pomembno je, da se zavedamo, da je pač delo tisto, kar ste se odločila delati na občini. Jaz nikomu nisem rekel, ti moraš biti le za to 100%. 100% moraš delati, ampak če želiš kaj drugega skupati, vedno si svoboden, vedno imaš odprte vrata, ampak ko smo pa skupno, si moramo prvič, kot sem rekel, zaupati. Tako da drugič zavedanje, da smo za občane, s tem, da imamo tudi mi limit, da si ne more vsak prvošati poniževati ali pa ne vem, karkoli izraziti ali psovati ali karkoli, tega pa ne dovolim. Zato se mi zdi, da vsi smo vredni svojega spoštovanja. Se strinjam. Lepo. Med vašim mandatom so Mengeš, koliko je zdaj to, 2 leti nazaj prizadeli? 3 leta že? Ja, 3. leto. Wow. Poplave. 2 leti, no 3. Tretje. 23. Kako ste se s tem soočali? To se mi zdi pa, da je bilo, si sploh ne znam predstavljati v vaši koži biti, kako stresno, kako ste mogli, kako je potekel ta dan za vas? Kako ste videli to naravno katastrofo, če tako rečem takrat? Najprej bom rekel tako, ravno prišel sem en dan prej domov iz dopusta. Sin je pa še ostal na morju. In zjutraj, ko sem vstal zgodaj zjutraj, ponavadi večkrat malo bolj zgodaj vstanem, in mi sin pošlje SMS in slikco iz komende, pravi, kaj je tam pod vodo. V redu, niti ne dojimaš. Ja, niti ne. Potem, ko so začele sirene, gasilci untri, tečem v gasilni dom, vidim cel kaos, in začne pač tekla reka. Niti ne znam občutkov opisati. To je bilo vse tako kaotično, da niti nisi dojel, da lahko reka, voda teče skozi cel Mengeš. Res. Seveda potem, kaj se mi je zgodilo, vsi župana pričakujejo to, tretjo, pesek, vse, meni je pa telefon v vodo padel, ker sem šel gledati dol, kje bi kaj za pomagati. Je bila tam ena luknja in sem padel noter z nogo, se hmal še polomil. Telefon mi je v vodo padel in se lahko predstavljate, da sem bil v največji tisti zjutraj brez telefona. Jaz nisem, ljudje klicali, jaz nedosegljiv. Vi pa čist nedosegljiv. Tako da to je bilo zame zelo stresno in sem potem, sin mi je nek telefon usposobil, seveda številk nisem imel potem. Si še to? V glavnem, no, to je bilo tisto. Ste pol nekako rešili. To smo rešili, bom poskušal malo skrajšati. Bistvo vsega je, da je bilo zelo kaotično, nerazumljivo, nepojmljivo, od vseh manjšanov, ampak takrat pač rešuješ. Pomagaš, vse, telefoni, mediji, tretje. Ko se je to čez 2 dni malo umiril, potem seveda ta solidarnost, ki je bila neizmerna, vse so nosili. Jaz lahko rečem, da sem ob vsej, bom rekel, tragiki doživljal pa vzporedno tudi lepe stvari, ki sem videl, kaj rabite, ali to rabite, mi rabimo. Zame je bilo pa najbolj organizacijsko stresno. In tle lahko rečem, gasilcem kapo dol. Gasilci so tisti prvi bili, ki so prišli na pomoč, mi smo potem civilna zaščita, vzpostavili štab, mi kot občina smo mogli tudi vzpostaviti štab.
Tako da bi rekel, ta sodelovanje gasilcev, civilne zaščite, pa nas, občine, no, kot take, je bilo fenomenalno. Mi smo tako izkušnjo dobili, da jo danes, če bi se upam, da ne, ampak če bi bilo, bi se bistveno bolj hitro organizirali. Tam, kljub vsej, bom rekel, stresu, smo se zelo, zelo hitro skupaj povezali, vedeli, solidarni, pomagali, tako no. Tako da te poplave so bile stresne. Potem bi pa 3 ključne točke rekel. Ena se mi je zdela izjemno pomembna, da sem šel med ljudi. Koliko jim je to pomenilo, tisti, ki so bili poplavljeni. Seveda, husam nisem mogel, jaz sem pa maksimalno hodil dan za dnem, enemu drugemu vsak je hotel pokazati, kar mi je bilo razumljivo. Potem smo seveda iskali tudi rešitve, tretjo. No, to je bil en zelo pomemben segment, tako da pa seveda smetine. Kako odpeljati take gore smeti? To danes mogoče ne ve, kako sem jaz to naredil, kaj narediti. Ne? Jaz sem bil v taki stiski, kam to odpeljati? Mi smo Prodnik, to je bilo 2 kamiona, so zaprli, bom rekel, komunala je zaprla gor vse. Se ni dal več odvažati? Ne, na Prodniku so zaprli smetišče, no, če temu tako rečem po domače. Pa sem iskal varianto, no, tako da sem potem klical takrat Jankoviča v Ljubljano, kakorkoli kakšen, ampak tako rečem kapo dol. Sem rekel, mi smo v totalnem kaosu, kaj narediti, da mi pomagi untri. Rekel, počakaj 15 minut, kliče nazaj, prav za Mengaš, imate odprte vrata. Dol, ja. In tako da smo potem tem šoferjem dali neke dovolilnice in so potem začeli, ne glede kaj je bilo, samo s kamioni odvažati. To je bil velik izziv. Če se spomnite tamle proti Topolem, proti Komendi, kakšna je bila. To so bile gore smeti. Splošno, koliko je bilo povsod v celem. Tako da je bilo stresno, še en kup drugih dogodkov, ki jih ne bom zdaj razlagal. Seveda posredno je bilo pa potem pa tista odločitev, seveda reševanje otrok iz vrtca, ki je bil tudi medijsko zelo izpostavljen. Smo bili tudi samo udeleženi pri reševanju. Takrat smo v gasilnem domu gledali, kako bi to speljali pa to, pa se nam je srečo lepo išlo, no, bom rekel, tako stresno, ampak lepo. Seveda po tistem sčasoma je bilo treba se pa odločiti, tista najtežja odločitev je pa bila, kako naprej. Vrtec je bil poplavljen, smo rekli nazaj ne gremo, ker nismo vedeli, kateri protipoplavni ukrepi se bodo naredili, katera bo država naredila, kakšno bo financiranje, pojma nismo imeli. Starši so rekli, ne gremo nazaj, jaz tudi svojega otroka ne bi nazaj peljal, in zaposleni in vodstvo so rekli, dajmo rešitev. Vzporedno smo pa ravno delali že prizidek v osnovni šoli Mengaš, največja investicija. Ja, takrat je bilo, lahko kar neskromno rečem, na meni odločitev, so rekli, župan, ti povej. A ustavimo investicijo v osnovno šole Mengaš prizidek, pa gremo takoj v nov vrtec, ali pa enostavno nekaj, ali gremo pa nazaj. Jaz sem rekel, nazaj ne gremo, ker ni garancije, kaj če bo še enkrat, čeprav so meni rekli, se ne bo. Sem rekel, nihče ne more garantirati. In potem je padla odločitev, sem rekel, ustavimo vse investicije in gremo v nov vrtec. Mi imamo te prve otroke rešiti. Šola bo še nekako, ampak kaj pol je bila moja odločitev, šolo nadaljujemo, gremo v nov vrtec. Sem rekel, kakorkoli bomo pa druge investicije ustavili. Če kdo tega ne razume, pa če je njegov problem. Kakšna človeška odločitev. Ja, zelo težka. Verjamem, si predstavljam. Ampak kaj se je pol zgodilo, ne? Po tej odločitvi, mesec, jaz sem imel potem občne zbore, in sem vsem razložil, poglejte, situacija je taka, ustavimo vse investicije, vse ceste, dokler ne naredimo vrtca. Res. In tle sem bil, pa nisem odstopil niti milimeter. Sem rekel, mi imamo otroke rešiti prve. Če pa kdo misli, da gre lahko nazaj, sem rekel, ne sili me v to, zato ker pa so me zelo prepričevali, da ne pojmo nazaj, pa saniramo pa to. Ampak preveč je bilo kaotično, preveč občutljivo in si predstavljate, da bi takrat samo majhen spet pšata narasla, razbremenili pa mene bi pojedli, bi rekli, kako sem nas upal nazaj. Sigurno. Ampak kaj se pa tudi vi bi bili skozi obremenjeni s tem, a ste pravo odločitev naredili, glede na to, da je bilo tako. Sej, danes marsikdo reče, ko sonce sije, zakaj nismo šli raj nazaj, ko sonce sije. Sije. No, kaj se je pa pol zgodilo? Pol je bil pa jackpot.
Jackpot. Ja, takrat 9 milijonov smo dobili. Vse je res. Wow. Ste pozabila, ne? Čisto pozabila. In kaj je moj sin rekel? Jaz nisem verjel, da je to res. Aha. Ker sem mislil, da je to je nemogoče. Prvič sem se odločil, da gremo v nov vrtec, ki je ravno bil tam cirka 8-9 milijonov. Ne? Vse investicije ustaviti, šolo nadaljujemo, pa bomo probali to dvoje nekako speljati, s krediti z uno tretjo. Takrat smo dobili po enem mesecu, 2-3 mesecih, smo pa jackpot dobili. Wow, evo. In moj sin pravi, oče, veš, za dobre stvari si enkrat nagrajen. In jaz sem se tega bolj veselil, kot če bi sam zadev. Verjamem, res. Jaz sem bil tako srečen. Jaz sem domov prišel, sem rekel, Lidija, a ti verjameš, kaj smo dobili? Wow. Prav ne verjamem, sem rekel res. Meni so prekinili sestanek, pa direktor, župan pritopis dol vse eno sobo, tam vidim šampanc, vse. V računovodstvu je rekla, samo mogli, da če en ekran zraven, da smo vse nule prešteli. Wow. No, da si pa predstavljal, jaz nisem mogel verjeti. Sem rekel, kakšna nagrada je bil za vas trud. Koliko nas je 450 milijonov ali koliko nas je 500 milijonov Evropejcev. In od tega sta zadela dva. To se pravi, en Nemec pa en Slovenc in to Mongšan. Neverjetno res. Prav kako da bi bilo namenjen. Kaj bi, ne vem. Kaj bi bil, in to v največji krizi. Poplavljeni smo bili, ker mi kot občina smo imeli največ poplavljenih, bom rekel, infrastruktur oziroma objektov v lasti občine. A res? Vrtec, šola, vse ne, tudi šola je bil izziv. Mi smo imeli dvorano pod vodo, to se pravi kuhinja, vse je bilo pod vodo. To je bil organizacijski izziv, kako to zdaj to sanirati. Tako pouk naprej, pa rečem kapo dol tudi Sašotu, ravnatelju. Tako da zgodba ima, to bi lahko prepodval, ampak ne bi se preveč. Hočem povedati, da izzivi so bili, odgovornost velika, srečo sem veselja tudi pol ob tem. In sem takrat rekel, kakor nas je doletela v poplavah nesreča, nas je po poplavah obdarila sreča. Čisto res. Tako je bil moja izjava. In vsi projekti bodo zdaj lahko speljani, mirno. Ja. Wow. Kako vas je mogoče ta izkušnja poplav tako kaj spremenila kot človeka? Glede na to, koliko je bilo izzivov. Mogoče kot človeka niti ne spremenila. Samo bom rekel, bolj sem videl, kaj pomeni sodelovanje. Videl sem, kaj pomeni solidarnost. Videl sem to, da znamo Slovenci skupaj stopiti, da znamo, tam so hodili iz vseh Cimerman, župani Škofeljce, jaz ga sploh poznal nisem. Prav živijo, jaz sem župan Cimerman iz Škofeljce. Sem rekel, ok, živijo, ne? Nisem ga poznal, ampak je rekel, le jutri pridem k tebi. S celo občinsko upravo je pripeljal pomagati. Wow. Saj smo tudi vzpostavili tak stik in tako. Ampak kaj hočem povedati? Ta solidarnost, ta pripadnost. Tako da mi je včasih žal. Žal, ko gledaš po televiziji to razdvojenost, ne vem, ali nas mora zmeraj samo nesreča združiti? Ja. Tako se včasih vprašam. Tako je izgledala, se mi zdi, pri teh poplavah so vsi so tako skupaj stopili, vsi so pomagali in to je bil en tak lep dokaz, da v resnici to zmoremo, samo če hočemo. Če hočemo. Tako da včasih vprašam, da se mi zdi škoda, da nas morajo prevečkrat nesreče združevati, ker nas bi lahko tudi sreča združevala. Dajmo uživati v sreči nekoga. Ampak ne. Pač to je neki slovenski mal sindrom. Mogoče večkrat. Se bomo pa posamezniki mal spreminjali. Ja, to pa tudi. Prej smo malo začela to temo družine. Kaj vam pomeni družina? To, da se zanesete na njih? Veste, jaz bom tako rekel, dojemanje družine je zelo pomembno. Dojemanje družine. Ker imeti samo družino, to ni poanta življenja. Pa lahko rečem, jaz sem bil toliko mlad, kljub temu, da same družine, priznam, nisem dojel kot družino. Mene je bilo v redu, imaš otroka, skrbiš, delaš eksistenčno, žena kuha, tretjo. To je nek ritual, kar misliš, da je normalno v nekem smislu življenja ali pa družine. Ampak ni. Družina je vse drugo, veliko več tega, kot pa samo ti misliš.
Seveda, potem je pa, koliko si sam dovzeten za dojemanje družine. Ne? In z leti sem, bom rekel, sam tudi seveda ženo, s pogovori, z videnjem, branjem. Veliko sem berem tako razne kolumne, prispevke o odnosih in tega. In potem začneš dojemati, kje si pa ti. Kje je tvoje mesto, kakšne vrednote vzpostavljaš. In potem začneš graditi vrednote in ko gradiš vrednote, tudi dojemaš lahko družino. In bom rekel, da mi je potem družina bila čezdalje bolj pomembna v smislu razumevanja družine. Z otroki, kako jih vzgajati, kaj jim dati primarno vrednoto. Ne? In velikrat tako, no, zdaj mogoče malo preskakujem, ampak jaz sem jima večkrat rekel, veš, fanta, predvsem si želim, da sta svobodna. In ta svoboda, ki jo daješ drugmu, je pomembna, potem pa zaupanje. Se ko vidva ne rabita k meni pride domov, zato ker čutila obveznost do mene. Prida takrat, ko ta rada prišla. In zaradi mene, če pride enkrat na en mesec, recimo, se pač vidimo, kolikor za enim bolj, enim manj. Ampak meni je pomemben, da on rad pride domov. Ne zato, ker čutim, da moram imeti pa starše obiskati, moram iti. Ne. Želim si. Želim si. Rad pridem. Tako, no. In to je bilo tisto, kako bi rekel, da mi je družina res z leti, kako bi rekel, čezdalje bolj pomenila. Da pa v tem pa nam rekel, pride pa seveda vnučke, dve imam, Elo pa Tijo, ena je 6 let, ena je 6 mesecev stara, 6 pa pol, no. Če bom rekel 6 let, bo rekla 6 let pa pol, prvi razred, ja, to je pomemben. Da ne bo huda. Ja, da ne bo huda. To sta pa, tako bom rekel, kot družina mi ogromno pomeni. Vidim, da se podpiramo. Pomemben je, seveda osnova je partner. Če se tle podpirata, če imate vrednote vzpostavljene, razumevanje, predvsem pa vrednote, pa spoštovanje. In če si to v življenju zgradiš, potem pa dati osebno svobodo. Jaz sem velikokrat rekel, ljudje si premalokrat damo svobodo. In to med sabo, med partnerjem. Ker če si ti zaupaš, potem si tudi lahko svoboden. Ker če si pa ne zaupaš, pa mu tudi svobode ne moreš dati. Ja, poizkusniki, premišljevanje pa... Ja, in če si zaupava, potem ti dam svobodo, lahko grem tja. In vsak je miren v In je svojih miren. odločitvah. In to je v bistvu primarno. Potem pa to prenašaš na otroke in zato mi družina ogromno pomeni. In tudi le družina me je pri volitvah ogromno podprla. Oba sinova in žena, koliko sem že prej omenil. Ker si pa v teh letih, sem zdaj, seveda pridejo pa vnuki, kar je fajn, lepo, odlično, jih pa spet drugače dojemaš kot svoje otroke. To je nekaj takega, da niti težko opišem te občutke. To sva srečen, ko jo vidiš, da smo bili skupaj, tudi na smučanju. In kako je uživala, ko sva smučala, pa sva šla nekaj pomalcati, in ona je bila tako srečna, dedi, super. To so pa taki občutki, ki jih pa težko opišeš. Trenutki za dušo. Ja, ampak to je spet to, pravim, leta, razumevanje, zrelost pa dojemanje. Vse skupaj, ki povežeš, je pa lahko lepo. Zelo, zelo lepo. Pride v lepo celoto. Ja, tako da. Ja, to ti pa to bogatijo, bom rekel, življenje v nekem obdobju, Tako da vsak obdobje se mi zdi, da je lepo, če človek najde v tistem obdobju nekaj lepega. Lepo povedano. V bistvu sem hotela vprašati to, da dolga, glede na to, da ste rekel, da sta pri 15 letih ženo začela, se pravi, ta dolga leta zakona rabijo neko gradnjo. Ja. In kako sta vidva pol gradila odnos čez vse te izzive partnerstva, ki greš po tolikih letih, Glejte, vsak, ki ima družino, partnerstvo, da mora biti, mislim, partnerstvo že smatram kot neko družino. Tle bi lagal, če preko, da ni bilo izzivov, vzponov, padcev, kot vsak. Zato sva velikokrat bila, morda tako bom rekel, ne samo všečno, željena v družbi, ki nikoli nisva skrivala težav, rada sva se pogovarjala odkrito.
ker če se izmenjujemo odkrito, ker skrivati nekaj, se to nekaj časa skrivaš lahko zase, ampak to je nesmiselno. Čisti nesmiselno. Zdi se mi lepo, da človek lahko tudi pove, seveda na kakšen način, ne rabiš glih vsak detajl, ampak tisto bistvo. In je tako, seveda, nekaj je, kar je v tebi, nekaj je pa, kar se da naučiti. In če spremljaš življenje, če ga razumeš, predvsem pa kaj je pomemben. Najboljše je, če človek vidi tudi v tej zgodbi sebe. Tako bi sem mogoče na začetku rekel. Velikokrat vidiš samo partnerja. Ta je tak, to je tako, to narobe, to narobe. Ne? Sebe pa v bistvu ne vidimo. In ko pride tiste krize, ne, takrat se mi zdi pomemben, da sebe vprašaš, kje pa je tvoje mesto? Kaj si pa ti naredil za to? In najtežje je priznati sebi napake. Vsak bi bil rad idealen, ne? Da sem tudi jaz nekaj pripomogel k temu, da je tako. Ampak to je res težko. Moj oče pravi, da v žepu morata biti zver dva kovanca, daš venketa. A ne tako, kot pri prepiru. Ja, že, ne, to je. Ampak dojeti pa priznati sebi napake, to je najtežje. Potem se mi zdi pa zelo pomembno, da se veliko pogovarjaš. Mi se včasih potem v takih obdobjih celo noč do zjutraj pogovarjali, pa so šla vsa prestrižena v službo, ona in jaz. Ampak sem videla, da je to bogati najino zvezo. Da krepi vajno vez. Tako, da krepi. Seveda 15 let, tu sem bil praktično otrok, ampak to je dejstvo. To ni zdaj, da bi jaz nekaj nakladil. Nam od žene, je bila malo, nam rekel, tudi, ampak zrelejša. Tako da me je ona v bistvu malo sva skupaj odraščala, koliko sem že omenil. In na koncu ugotovila, jaz sem bil sicer bolj zadržan v pogovoru, kot pa ona. Ona bi pa razpredala. Tako mogoče malo značilno za ženske. Ampak na nek način sem potem z najinim življenjem nekako peljala to zgodbo, da sem videla, da se mora pogovarjati. Predvsem je pa pomemben nekaj, saj mogoče več stvari. Pomemben je, da človeku poveš, kaj je na tvoji duši. In to je včasih težko. Zakaj? Ker se ljudje bojijo povedati partnerju, da ga ne bi prizadel. In potem ta čustva zavre, jih drži v sebi in se to nalaga. Potem pa eksplodira. Pa preveč, ja. Pa preveč. In jaz mislim, da takrat, ko prideš, da dve osnovne stvari, ko začneš razmišljati o sebi in priznaš, da ti nisi tudi to idealen, da ti tudi tega nisi naredil, da partner ni kupljen, da ni tvoja last, da je partner lahko samo partner. Tako, kot sem rekel, takšen ga vzem, kot je, in te bo lažje. In takrat, ko vse to skupaj sestaviš, potem lahko rečeš, zdaj se mi je pa vredno za to potruditi. In takrat pa lahko partnerju tudi poveš tisto, kar ti pa v duši leži. In je to zelo težko, zato ker se bojiš reakcije. Zdaj bo pa jezen, da bo pa užaljen, da ga bom pa prizadel predvsem. Ampak to moraš narediti. Ker jaz pravim, da se mi zdi zelo žalosten na nek način, da nekateri partnerji med sabo živijo zato, ker mislijo, da morajo. Da morajo biti skupaj. Da morajo trpeti zraven. Jaz sem rekel, da bi mogel trpeti z nekom, se mi zdi za ta naše zemeljsko življenje, ki se ga zavedamo, škoda. Da bi mogel nekdo trpeti ob nekom. Pa pustva, se skregaš, kar je logično, vse je normalno. Pridejo slabi dnevi. Ampak ne sme biti pa to rdeča nit življenja trpljenja. Velikokrat, sploh ženske, ste bolj na tem, da bom rekel, da bi kar trpele. Jaz vem, da ženske bolj potrpite, pa bolj predane, bolj tista ženska primarnost družine, pa tega, pa je zamrskaj. Vse se splača. Ampak trpeti nas ni zraven. Ne za vsako ceno. Ne za vsako ceno. Prav je, da potrpiš, ne smeš pa trpeti. Ja, res je. Tako, kaj bi za zaključek rekel, to je bila tista gradnja. Pogovor, povedati, potem sprejemati človeka, tazga kot je, in ko to začneš v sebi sestavljati,
ti rata poosebiš to in potem se ti sploh ne ukvarjaš več s tem. Ne? Včasih se skregala, bom še to rekel, ne, saj mogoče nič hudo. Ampak včasih se skregala, jaz govorim se ono, pa kaj drugega zame povedala, pa kaj je rekla tazga v družbi, ne. Pa so se, danes pa rečem, pa to je ona, ne. Pa se ne uživa, pa ne se ona z njim ukvarja, s tistim sogovornikom, ne, pa kaj se mesi to. Ne, meni je ratelj to zabavno, ne. Ja. Včasih se pa jezil, ne. Verjamem. Pa so se še skregala zaradi tega, ne. Pa je bilo še slabše. Zdaj si pa zabavam, si rečem, pa to je to. To je, ne. In hočem, ko to poosebiš, ne, se sploh ne ukvarjaš več s tem. Verjamem, res. To, no. Tako, in to je bila tista gradnja, ki preko danes, da nekak vrednote vzpostavljaš. Da sta tako zgradila odnos, čez pogovore, čez in seveda potem to prenašala na otroke. Tukaj moram reči, da je žena odigrala ogromno vlogo v smislu mene. Včasih mi je šlo na živce, ne, pa deva se, pa ne bom, pa ne. Jaz sem bil vseeno malo bolj upornik od začetka. Ampak pol, ko bereš, se pogovarjaš, predvsem pa, ko dojemaš, da bi z nekom bil, ne, če to čustvo v sebi držiš, čisto drugače. Ja, res. Kaj je pa vaš najljubši kotiček Mengša? Kje se mogoče izklopite tako, da bi rekel, pa spočijete, nahranite, ali pa sam, da je najljubši kotiček? Sploh ne vem, če bi on kakšen, mogoče mi je kar cel Mengš všeč. Kamorkoli pridem, najdem, ne, grem na Kočo, grem v Loko, grem v Topole, imajo tam luštne prireditve ali pa športen park. Tako bom rekel, da se nekako razveselim, kamorkoli pridem. No. Lepo, da se nimam enega kotička, tazga. Najljubšega. Ne, me je kar posod lušten. Nam rekel lušten, da mi je, ampak posod mi je lepo. No. Sploh pa, če najdeš ali pa srečaš prijazne ljudi, si kaj pogovoriš, to je to. Pa družiš, to je to, a ne? Lepo. Zdaj imam pa jaz v tej sezoni, kakor sem rekla, dodajam 3 vprašanja in to bodo za vsakega gosta, ki pride, bodo 3 ista za zaključek vprašanja. Čistko malo. Se pravi, katera je bila vaša največja življenjska lekcija do zdaj? Sej ni bila samo ena. Okay. Največja, veste, to je, jaz bom tako rekel, največja, najtežja. Okay. Ja, mogoče spet se moram fokusirati na obdobje, ne? Kot otrok, kot mladostnik, kot spet v nekem obdobju. Ne? Zdaj, v vsakem obdobju sem doživel nekaj težkega, ne? Res to, ja. Pa tudi lepega, spet. Ne? Tako da bi težko rekel enoznačno. Samo na to. Vsako obdobje ima svoje. Vsako obdobje ima svoje. Kot otrok sem doživel slabe tudi stvari zaradi družinskih razmer, potem kot mladostnik ali pa potem kot otrok pri snemanju sem spet nekaj lepega doživel, potem med partnerstvom tudi težke trenutke, ker sem mislil med prijatelji. To so tudi, ki te zaznamujejo, ki težko dojemaš, da je nekdo lahko toliko egoističen ali pa karkoli in premlevaš pol cele dneve. To je mene takrat eno razočaranje izjemno prizadela. Prijateljsko. Prijateljsko in sem se s tem ukvarjal mesece in mesece, nisem dojemal. Ker so možgani čisto drugi. Tako da bi enoznačno rekel to, je. Pa bi pa rekel, lepe trenutke jih pa danes rajš vidim. Ja, siguren. Tako da No pa dejva takole, kateri je vaš najlepši spomin? Tisti, ki vas vedno gre pri srcu? A enega moram sam povedati? Ja, lahko 3. No, super. En je film Pastirci, ki se ga vedno z veseljem spominjam. To je bil en tak doživetje v tistem svojem otroštvu, da mi je za večno ostal v spominu. Ali pa oba filma. No. Druga stvar, bom rekel, rojstvo vnukinj. To drugačno dojemanje kot rojstvo, da ne bi narobe, drugačno dojemanje kot rojstvo svojih otrok. Čist razumem, ja. Ja, to vnuke v tem, ne. Pravijo, da je čist drugačno, ja. Čist, ne. Tretjo stvar, bom pa rekel, spoznanje, da imeti svoje vrednote, to spoznanje, imeti svoje vrednote, ki jih lahko prenašaš
prvič nase in na partnerja in na celo družino. In te vrednote se mi zdi, da te bogatijo življenje, lepšajo življenje in zato se mi zdi vredno živeti in tudi truditi. Kaj pa, če bi se vrnili v čas, kakšen nasvet bi dal mlajšemu sebi? A bi bil mogoče to, da najdete svoje vrednote? Kakšne bi dal mladim ali sebi? Mlademu sebi. Mlademu sebi, pismo. Mlademu sebi. Takrat, ko sem bil mlad, bi samo rekel, morda bodi malce manj naiven. Ja, če pomislim, bodi malce manj naiven. Ta naivnost, bom rekel, me je velikokrat stala. Po drugi strani mi je pa ta naivnost v nekem obdobju naivnosti tudi lepo bilo. Ker če bi vse z razumem delal, potem bi mogoče že takrat ne bi se imel tako lepo. Za kakšne trenutke bi bil prikrajšan največ? Bi bil prikrajšan, tako da ta naivnost je na nek način lepa, pa tudi težka. Tako da bi rekel, mogoče malce manj naiven. Drugače pa bi kar rekel, da nek jaz, ki ga danes zaznavam veliko bolj kot včasih, sem si rekel, bo takšen, kot si. Lepo. Bo takšen, kot si in tako si želim tudi med ljudmi, med občani funkcionirati. Nisem, da bi rekel, zdaj pa župan v tistem pogledu, se zavedam, veste, česa se zavedam, da nekaj je funkcija, ki jo moraš imeti v odnosu do nekega prireditelja, nekoga, ki pride tako. Med občani sem pa, verjemite mi, najrajš Bogu. Ste pa človek, ne? Najrajš Bogu, tako kot sem. Lepo, hvala vam za ta pogovor. S tem vprašanjem so zaključila. Pa hvala vsem, ki ste naju poslušali. Zdaj bomo pa sam še izbrala, tukaj imam jaz kartice. To so kartice afirmacijske, se pravi, na vsaki je ena pozitivna misel. Lahko jih malo premešate, pa ponavadi je vedno tako, da pač si vsak potegne tisto ven, ki jo rabi v tistem trenutku. To pa zanimivo. Evo, izvolite, kar premešite si. Ne, samo to, vsej verjetno, bom videl. Ja, vsak vdih je nov začetek. Wow. Super. Super. Tako da danes je spet en nov začetek. Ja, se strinjam. Hvala vam za ta pogovor. Jaz bom tudi rekel iskrena hvala, upam, da nisem bil predolg. Hvala res za povabilo, mi je bilo res v veselje, pa upam, da bom rekel se svojim razlagam nekako tudi morda dal kakšno usmeritev komu, ki me poslušal ali pa naj jo poslušala, pa da si s tem tudi polepšamo življenje vsi skupaj drug drugemu. Hvala lepa, sem sigurna, da si bojo vzeli za dobre stvari, kar ste povedali. Hvala vam. Hvala še enkrat. Mi pa se poslušamo